Predstavitev čudovitih zasebnih vrtov Slovenije je potekalo v petek 6. marca 2015 v poznih popoldanskih urah v dvorani Doma kulture Slovenske Konjice. Kulturni program za popestritev večera so izvedle punce iz ansambla Metri do polnoči in s svojimi vokali in inštrumenti poskrbele za prijetno vzdušje. Da so Konjice lepo in urejeno mesto z visoko kakovostjo življenja v povezavi z lepim okoljem, pričajo številna priznanja, ki jih je mesto dobilo v preteklosti in ki Slovenske Konjice uvrščajo med najlepše urejena evropska mesta. Zato gre pohvala vsem občankam in občanom, ki z veliko ljubeznijo skrbijo za urejen in prijeten videz svojih domov in neposredne bližine javnih površin. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice pa z delom na javnih površinah dodaja piko na i in se še z drugimi akcijami trudi za boljšo družbo. Ena izmed njih je predstavitev raznolikosti vrtnih zasaditev v Sloveniji. Ob prikazanih zasaditvah se je marsikateremu gledalcu zagotovo utrnila kakšna dodatna zamisel za polepšanje domače okolice. Vrtove in prikrito govorico cvetic, njihovih simbolov, legend in verovanj je predstavila Alenka Jereb Gorza. Vsaki udeleženki je po predavanju simbolično podaril cvetlico direktor javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magister Franc Dover, ki je na začetku na kratko prikazal delovanje podjetja in poudaril dva projekta, ki sta po njegovem zelo pomembna za ohranitev narave. Gre za akcijo Voda iz pipe in enkratne stvari uporabljati večkratno, saj človek brez čiste vode, zraka in naravne energije pač ne zmore kvalitetno živeti. Ali se zavedamo, da je človeško telo najboljše komunalno podjetje in je človeštvo zgradilo za svoj obstoj sistem, ki se je najbolj približal delovanju današnjega komunalnega podjetja? Veliko govorimo o pospešeni razširitvi raznih socialnih omrežij. Vsi prisotni jih poznate in verjetno tudi veselo, kaj tako po tem telefonu tapkate. To omrežje morda uporablja milijarda ljudi. Ampak največje socialno omrežje pa se skriva pod zemljo. Tam, kjer se to ne vidi in deluje tako, da so naši uporabniki le to sprejeli, da je to nekaj samoumevnega. To omrežje uporabljamo vsi. Ko se zjutraj vstanemo, iz tople postelje, gremo v kopalnico, potrebujemo vodo. Potrebujemo energijo, potrebujemo sistem za odvajanje in čiščenje vode in potrebujemo nekoga za ravnanje z odpadki. In to vsak dan, brez izjeme. Potujemo skupaj z vami, brez vas nas ne bi bilo, seveda brez nas bi pa vam bilo malo težko. Zavedamo se, da je voda, zemlja, zrak in energija osnova za življenje. Voda, zemlja, zrak in energija obstajata brez človeka. Človek brez enega od teh faktorjev ne obstaja in ne more obstati. Predstavil je recikliranje in porabo pitne vode s podatki in v nazornih številkah. Pomembno je odgovorno ravnanje z odpadki in njihovo pravilno ločevanje, kompostiranje, kjer je to možno, in se pohvalil z očiščenimi trasami ob glavnih cestah na Konjiškem, kar pripomore ne samo k lepšemu videzu, ampak tudi k zmanjšanemu vplivu na okolje in podtalnico, še najbolj pa z dajanjem zgleda in z odgovornostjo do bodočih generacij. Alenka Jereb Gorza je soavtorica dveh knjig, ki govorita o zanimivih zasebnih vrtovih Slovenije in uspešnih zasaditvenih kombinacijah, Trajnice za vse letne čase in Čudoviti vrtovi Slovenije. Svojo predstavitev je začela med drugim stavki: naj se vsaj malo potrudimo in zasadimo kakšen grmiček, cvetlice, zelišča, zelenjavo, saj nas po njenem mnenju vrtovi držijo mlade. Alenka sodeluje z različnimi revijami, domačimi in tujimi, in objavlja najrazličnejše prispevke s hortikulture, ki jih popestri še s čudovitimi avtorskimi fotografijami. Znanje zelo rada prenaša na druge, zato je pogosto gostja raznih predavanj in delavnic. Obiskala je številne vrtove širom po svetu, znanje in izkušnje si z možem samom nabirata na svojem okrasnem vrtu, ki je eden večjih in lepših v Sloveniji. Leži na zaplani, nedaleč od Logatca, a odmaknjen od naselij, je izjemno bogat in domišljen okrasni vrt. Oba sta sicer zaposlena v zahtevnih službah, vendar jima ostaja dovolj moči, da vse konce tednov in tudi proste ure med delavniki preživita na vrtu, ki sta ga ustvarila sredi notranjskih gozdov. Sta prava zbiratelja zanimivih in redkih trajnic, okrasnih grmovnic in vsega lepega, kar spada na vrt. Uredila sta manjši bajer, postavila čebelnjak, zasadila mahoviti vrt, prepričljiv skalnjak in še marsikaj lepega.
Čudoviti vrtovi Slovenije je drugačna knjiga o vrtovih. Je vodnik na 240 straneh, ki bralcu predstavi 26 najlepših okrasnih zasebnih vrtov v Sloveniji, lastnike vrtov, ki so ustvarili vrtove v svojem prostem času ter po svoji duši, raznolikost vrtov, ki je odvisna od geoloških in klimatskih razmer ter odnosa lastnika do posameznih rastlin, pestre zasaditve, saj se na vrtovih skrivajo rastlinski dragulji iz vsega sveta, raznolike pristope pri oblikovanju vrtov skozi vse letne čase, tu je zbranih več kot 400 fotografij, domiselno uporabo dodatkov na vrtu in premišljene zasaditve posameznih združb rastlin. V knjigi so na voljo tudi podatki, kdaj in kako je mogoče čudovite vrtove Slovenije obiskati, saj sicer niso odprti za javnost. Slovenski zasebni okrasni vrtovi se razlikujejo po oblikovanosti prostora, po velikosti in raznolikosti rastlin. Skupno jim je, da niso nastajali po zasnovah krajinskih arhitektov, ampak so avtorsko delo lastnikov, ki so z ljubeznijo in znanjem oblikovali zeleni prostor okoli svojega doma. Gostja je poleg svojega vrta prikazala še nekaj značilnejših zasaditev po Sloveniji, in sicer Medvedov vrt, ki je najlepši in najstarejši kmečki vrt, do vrta pri Zahostniku, ki leži ob prometni cesti in je ravno zaradi tega dejstva zavidanja vreden in zelo značilen s svojo zasaditvijo. Jaz bom najprej pokazala nekaj slovenskih vrtov, vsakega z določenim pomenom in tudi namenom. Žal mi je pa, ker ne morem pokazati vseh lepih vrtov, ki jih imamo v Sloveniji, kajti Slovenija je izjemno bogata in tudi posamezniki imajo izjemno lepe vrtove in je škoda, da ne vidimo vse. No, morda bomo pa vseeno si malo popestrili. Poglejte, pa niso strašiti. Ta slika je stara namreč okrog 50 let in prikazuje Medvedov vrt v Podkumu, v Zasavju, ampak poglejmo, kako ta vrt je izgledal pred kratkim. Praktično enak. Se pravi, 50 let nazaj in še malo nazaj je bil tak in tudi zdaj je tak. Zakaj ga prikazujem? Prikazujem ga zaradi tega, ker moramo ceniti svojo dediščino, ker imamo. In nekateri naši vrtovi so izjemno lepi, vendar tudi zelo zanemarjeni. To je eden lepih vrtov v Sloveniji, ki ima zgodovino, ki je star 100 let in je, če verjeli ali ne, dobil v Barceloni leta 1994 nagrado za najlepši kmečki vrt v Sloveniji. Pravzaprav, če povem, skoraj noben ne ve za to priznanje, ki ga je ta vrt dobil, se pravi, da je v tujini bistveno bolj cenjen kot pri nas. Ampak, še nekaj, takih lepih vrtov je zelo veliko pri nas in je škoda, da jih ne obnavljamo. Vrt gospe Jute Krulc, ki šteje 103 leta in je najstarejša aktivna slovenska ženska na področju krajinske arhitekture, ta leži v centru Žireh. Za okrasitev uporablja domače materiale in rastline primerne okolju, tako, da je celoten vrt v sozvočju s hišo. Svoj zanimiv videz dajajo močvirski hrasti v ravni liniji in le ti omogočajo sprehajalcem, da se ob njih sprehodijo mimo njenega odprtega vrta. Mesec marec je znanilec pomladi, zato je zbranim gledalkam in nekaj pripadnikom moškega spola predstavila še simbolično govorico cvetlic, izvor iz različnih zgodovinskih in bajslovnih legend in dala nekaj namigov za ureditev aranžmajev ob bližnjih praznikih žensk in še splošnih koristnih nasvetov pri obdarovanju s šopki ali posamičnimi rožami, njihovo dekoracijo in razložila njihove različne pomene. Narcisa naj bi pomenila ne samo ljubezen do samega sebe, kar je verjetno najbolj poznano iz legende, temveč tudi nove začetke in srečo pomembno za prijazne nove dogodke v življenju. Lilija kot Marijina cvetlica pooseblja veličastnost, dostojanstvo in lepoto. Tulipan izpove ljubezen, govori o razkošju in bogastvu in simbolizira hkrati tudi napuh in ničevost. Rdeča vrtnica ovita z bršljanovimi listi pa je simbol večne zvestobe in tako nemo pove, kaj si misli tisti, ki jo podari nekomu drugemu iz dna srca.